ki zelo odlično ponazarja razlike med moškim in ženskam. Mene pa zanima, kaj pa je tisto, česar ti še vedno ne moreš razumeti pri nasprotnem spolu. A poiščem kar spisek. Kaj najbolj ne moram razumeti? Večinoma to, da se njim ne da toliko pogovarjati. Jaz bi se ves čas pogovarjala, moškim se res ne da. In to še kar ne uspem razložiti. No. To pa, da oni ne razumejo, zakaj pol mi ženske rabimo te ženske večere, ženske klepete. V kino s prijateljicami, v gledališče pa ženski izlet, ker pač tam se naklepetamo, napogovarjamo. No. Tako, tukaj se res ne zastopamo. No. Naj se ne sliši preveč stereotipno, ampak vedno znova sem fasciniran nad darom govora, ker sam sem bolj tiha voda, zelo rad poslušam, sem zelo dober prijatelj in zelo rad svetujem, ampak sem pa bolj tisti, ki raje posluša. Je pa res neverjetno, odkot ženske najdejo vse te teme, ki jih je treba z 6 različnih zornih kotov predebatirati. Ojoj, jaz marsikaj ne morem razumeti, ampak če po pravici rečem, tudi nočem razumeti, ker to, kar smo danes videli, kar je tudi Rebeka naredila, to iskrivo in iskreno. Jaz sem rekla, danes sem bežala od doma, da se sprostim, pa prišla sem v običajno sredo spet, samo da mi je en drug to pokazal. Tako da v bistvu je Rebeka pokazala, da sploh brez veze, da se trudimo ne razumeti, dejstva so jasna, dragi gospodje, rade vas imamo, sebe pa očitno včasih malo manj, da marsikaj spregledamo. Povej mi najprej za začetek predstavo, smo videla, da je tudi tvoja žena gledala. Pričakuješ kakšne povračilne udarce tudi danes, čeprav vem, da tekst ni čisto samo tvoj, no? Ne, tekst ni moj, tekst je kupljen, mi smo ga preredili, prevedeli pa vse zdaj. Kaj pričakujem od žene? Ja, pričakujem kakšno tako kritiko, mogoče da mi kakšno pomaga, da kakšno novo idejo, da mogoče kaj doda, tako da pričakujem. Kaj pa recimo, zdaj si se tudi z Rebeko se danes združile, si spoznal še eno žensko več, bi rekel, da se zelo razlikujeta med sabo, ali pa nasplošno ženske zelo razlikujejo med sabo, ali jih lahko tudi nekako tako karikiraš, ko rečeš, oj, moj bog, te ženske so vse iste, vse sam govorijo, vse bi sam nakopale, kaj bi rekel? Sve je to isto z majhnimi nijansami, drugače pa ogrodje je isto, ja. So tam kakšni taki malo delčki, ki niso podobne, ampak ogrodje pa je isto, ja. Vse, kot je rekel moj fotar, majke ti 3 punce imaš doma in zdaj si šel še za eno delati, skoraj ni je dosta žena v životu, tako da ja. Očeta ni bilo danes? Ne, pa kaj pa jaz vem, je to predstava za njega. Ja. Moj fotor je zdaj v Bosni, tako da ja. To so te penzionerske, odel v Bosno, ja. Ampak sigurno bo pa šel pogledati. Kaj pa bi ti rekel, da kljub vsemu, no, če kar si že doživel, si rekel, moji vsi 3 ženske, delo se zdaj še s 4. Kaj pa je tisto, česar še vedno ne moreš razumeti pri ženskah? Pa dosti jaz enih stvari ne morem razumeti. Dost. Z dneva dan se učim ful enih stvari. Mislim, ne razumem, kako vas tako ena stvar, ki meni ni smešna zabava in hkrati ena stvar, ki mene ne naredi živčenega ves totalno sprav v stanje, da bi vse zgrizlo okoli. Tako da ja, to so take stvari. Zdaj pa podrobnosti, ne vem se zdaj, ne morem spomniti iz glave, ampak ja. Ampak ni recimo, ki si rekel ena stvar, a veš, če je to ista stvar, ki dobro veš, da bo spravila v živce, to pa zanalaš še malo, ne? Ja, predvsem ta plan. Veš to, da nimam, da me je Rebeka naučila, da moramo imeti skozi plan in ko sem doma rekel ženi, Rebeka na živce, skozi mi teži ta plan. Hvala Bogu, se jaz ti skozi težim že 15 let, da si brez plana, končno da ti je ena tudi rekla, da sam jaz te govorim, tako da ja, to je ena od teh skupnih točk, ja, da moram večkrat imeti plan. Takoj burne reakcije, mislim burne v smislu
stoječe ovacije, da si rekla, ok, nekaj so dobro naredili? Ne, ful mi je odleglo. Predvsem mi vedno odleže, imela sem že 2 predpremieri prej in mi odleže, ker vidim, da ta prvi del, jaz sem predstavo razdelila, oziroma Ranko mi je razdelil na 4 dele. In vsakič, ko prvi del v svoji glavi oddela, mi odleže, ker vidim, da sem v ritmu. Prvi del mi je vedno najtežji, zaradi tega, ker nekako nisem 100% ali sem fajn ali nisem fajn ali ne. In potem še reakcija publike, ki se začnejo režati in to, ja, super, to, res. Danes sem imela tudi kar visoke goste, a ne? Pač prišla je predsednica z možem, plus še, da ne govorimo o vseh tvojih najbližjih. Zaradi tega treba še bolj prisotna, ali ti je itak zdaj tataram po tolikih letih, ki prijatno odar. Veš, kaj ti bom iskreno povedala? Največjo tremo sem imela, veš, pred kom? Pred mojo hčerko. Moja starejša hčiša Jana je bila v prvi vrsti in sem v bistvu pred njo nekako sem rekla, jo, jaz bom pa zdaj gor in klela in ne vem kaj vse, ampak finta v tem, da ona je tako že mene videla, ker sem vadila, tako da je jasno, njej je jasno, da njena mama ni tipična mama, ampak da je to malo izven nekih določenih okvirjev, tako da mi je njena kritika mi je nekako največ pomenila, no. In to, da mi je rekla, mami, bila si legendarna, to mi je pomenilo več, kot vse ostale hvale. Zdaj odkrila si še en talent, Bog je bil pri tebi res radodaren z njimi. Že razmišljaš o čem tako, drugem, tretjem, 20, ne, boš spet presenetila, da bomo tako, kaj, a še tega se je lotila, si vemo vsi, da ti bo šlo dobro, ker česarkoli si se je bilo, a ne. Veš kaj, nikoli ne reci nikoli, ne vem, če bi mene vprašala lansko leto, če bom kdaj igrala v monokomediji, bi ti absolutno rekla, da v monokomediji pa ne. Nisem si znala sama sebe predstavljati, da se bom sploh lahko uro pa pol dolgi tekst naučila. In to mi je bilo tako, to mi je velik uspeh, res. Pa ne zato, da bi bila neumna, da smo si na jasnem. Jaz sama sebe čisto dovolj globoko cenim, ampak se mi zdi, da nisem možganov nikoli potem več v svoji karieri trenirala na to 100% koncentracijo. Jaz, ko sem gor na odru, je to zmeraj neka zafrkancija z ljudmi, ko pojem in tako. In je to res nekaj čisto totalno drugega, kaj sem kadarkoli v življenju delala. To je, mislim, meni osebno je to zdaj najtežji del poklica, ki sem ga jaz kdaj v življenju počela. Zagotovo. Ta 100% fokus in koncentracija. Ker na odru smo mi lahko zelo na horuk. Tle pa ne moreš biti na horuk, ne? Tako da ja, fajn, res. Mislim, super zanimiva izkušnja in res sem vesela za njo. V bistvu krivec je Ranko Babič, a ne? Ko se pa tako gledala za upajansko žensko delo in moški, mislim, kva, ni že tako preveč mansplaininga v svetu? Ne, veš kaj, midva z Rankom sva se res zelo, zelo zbližala. Mislim, midva sva prijatelja že najmanj 15 let. In on je takoj, ko je dobil scenarij, je rekel, to je to moraš ti odigrati, to si ti. In pol, ko sem jaz tudi scenarij brala, sem tako dost sebe v bistvu videla, ena taka odločna, močna ženska, ki zna velikrat tudi kaj pizditi. In ja, jaz sem Ranko zna povedati, da sem bila zelo ubogljiva, kar sem bila res. Jaz nikoli v življenju, v svoji karieri še nisem imela šefa nad sabo. Tokrat sem pa si nekako rekla, Ranko je moj šef, on je tisti, ki je poznavalec, on je tisti, ki ve, kako je treba na odru. Dremelj, ne bodi zdaj ti to nekaj pametna preveč, ne, poslušaj. In sem se res trudila in sem res poslušala in mislim, da je rezultat tukaj glede na odzive.